2001 je 1. april postal državni praznik. Praznuje ga mlado in staro. Mama, kaj si ki videla moje vabilo za 1. april? Jaz svojega imam. Ja, pa če imaš mojega še? Tak me ne čudi. Če ono doli ne načuvaš, kako boš te za pošto vedla. Pa tak nisi za medije ti. Sama grem. Vabljeni na proslavo ob 24. rojstnem dnevu totega reporterja Milana. V torek, 1. aprila od 7. zjutraj naprej. Na Totem radiju. Praznovanje bi odpadlo, če ne bi bilo Štajerskega avtodoma, Dan Küchen Studia Center Maribor in Lenart ter trgovine Debela Berta iz Avstrije. Bi vi kaj praznovali, če mene ne bi bilo? 20 minut pred 9 je, poslušate praznovanje ob 24. rojstnem dnevu totega reporterja Milana in s posebnim veseljem, posebno častjo v bistvu pozdravljam moji naslednji gosti v Totem studiu in sicer sta prišli v studio na praznovanje tudi najstarejša Slovenka Genovefa Lojčah Klančnikova Lujza in njena hčerka Otilija. Lep pozdrav. Ja, dober dan. Ja, zdravo Otilija. Dobro jutro. Ja, jaz sem jo pripeljala, malo bolj glasno govorite, ker že slabo čuje. Kdo slabo čuje? Kdo slabo čuje? Kaj si ti vozila? Trepetl? Se ne moš za drugo, kot da poštara primeš, pa niti gor pa dol ne rajš miga, tak se že pajtlaš, z G-na jo je pripelo. Z avtobusom? Ja, neki mali šofer. Me je zijo v špegl tak nodlo, mi je že bilo nerodno. Bolje mene gleda, pa se kaj bo tebe gledal? Greznica. Dobro, kak stav, v bistvu zdaj se nekaj časa nismo Jaz videli. dobro, ona pa se razpada. Ker to pač je tak, da to, kaj se je delal prejšnja leta, enkrat pride vun. Ja. Ja, ne že 20 let to vun hodi. Je grozno. Drugače se je pa kar poslabšalo, je. Tiho bodi, v hoboku ima kremo, da jo skup drži. Pa zdaj viš, kak je namazana. Ja, no... Kaj si ti režiš? Pardon. Čekal si ti? Jegrov. A ti si to ti? Ja. Te pa nisi imel starčev, da bi pazili na tebe, da ne žereš toliko alkohola. Kaj pa si te eno pijačo samo pil, da te tako kličejo? Jaz se pišem Jeger. Kaj se pišeš? Jeger. Jeger. Pa kaj si fuke, se ne moč Jeger pisati. Kaj si mi ti svija rekla, da ga kličejo? Jaz mislila, da ga kličejo, Pa kdo ti je Jeger. to rekel, lažnivka? Ja, pa to mi je ena povedala, prijateljica. Iz Lovrenca, Nimaš prijatelj, lažnivka. Pa imela s njo. Ja, ker si vsem hodila dede nažgat, noben te nima rad. Ne verjami Razen ji. to te ološi. Ne verjami ji, kaj ti si ledik. Hobok ima doma, kam se pa te ni Ne. slep, kam se zaganjaš? Torej, najstarejša Slovenka Genovefa Lojčah. Nisem najstarejša, pa ne gnjavi. Pardon. Tudi mi leti. Klančnikova Lujza. Leta so samo statistika. Hotel sem vedno vprašati, gospa Genovefa, kak vam bolj paše, da vas kličem Genovefa ali Klančnikova Lujza, kar je vaše ime po domače v bistvu? Gospa, ti gre težko? Gospa. Z jezika? Ne, gospa, absolutno gospa, ja. Vseeno. Dobro, in njena hčerka Otilija, kak... Oti! V redu. Torej, kaj se je kaj takega Ne zgodilo? rabiš Saj- kot govori, da je moja hčerka, ker se s tem ne hvalim. Dobro, kaj se je kaj dogajalo, kaj ste kaj opazili, kaj so te aktualne stvari, s katerimi se ukvarjate? Aktualne stvari, s katerimi se ukvarjata. Čakaj samo malo. Star novi, Ja, če ne čujem, dobro. Ja, dobro, ja, vse za to, ja. Novega poštara imam. tako velike uhe, ima pa ne, čuje pa pizdo mater, da sem. Majster, če smo rekli, da gremo, kam zdaj? Torej, ja, majster Batonček sta še seveda tudi no, zdaj tukaj. kaj pa se mu zapi, da. Pardon, zdaj... Ja, novi poštar je, ja. Ja, tako, ja. Ja, rad prinese za podpisati. Aha. Pa kaj bo tebi, se ti se več ne rabiš podpisovati. Se te ja vodijo že zdavnaj, kot da so te beg vrgli. Kaj boš ti?
No lepo, ja. Ja, pa šofer je tudi novi na avtobusu. Jeger se pišeš. Ja, Jeger. Jager. Ja. Ne, Jeger. Jeger. Jeger, ja. Kaj si ledik? Ne. Pa kaki jager, pa kaj ti spet mešaš? Ne, Jager. Kruške pa ja. Kaj? Ne, nič, jaz sem se spomnila na Jagera enega. Ja, se lahko poveste več. Ne, Izklopijo vun. Okay. Torej, Genovefa Lojčak, Klančnikova Luiza in Otilija Lojčak sta prišli na praznovanje. Nadaljujemo takoj po naslednji popevki. 10 minut pred 9. poslušate praznovanje ob 24. rojstnem dnevu totega reporterja Milana. V totem studiu še vedno mama in hči Lojčak, torej Genovefa oziroma Klančnikova Luiza in njena hči Otilija, najstarejša Slovenka Oti in gospa Lojčak, ne, oziroma gospa Klančnikova Luiza. Lepo. Ja, kaj je? Že kaj utrujeni, ne? Ja, spatijo, daj. Ona je sigurno že utrujena. Jaz, če bi lahko z Jagerom, če zbiram, Kaj? ker jim bi šla spat. Mislim, kdo me naj pokrije, ne? Zadnjič, ja, Ti da si jo malo pokrije. mali. Z belim prtom prek tega ksihta grdega, ker pokrijo. No, aha, da samo trenutek kažejo, pa mi, da je samo trenutek. Ja, ne morem verjeti, oče Drejc, PR-ovec, značko Ja, lepo pozdravljeni. Oče Drejc. Bog z vami. Jaz sem prišel mimo. Ja, In kot se pozdrav. spodobi. Mama, adijo! Zajte, prišaj po tebe, Pa hvala moraš lepa. prosica sama se vleže, ne te odnese. Kaj mene tu zraven mešaš? Dobro. Jaz se Oče. opravičujem. Ja, ne, jaz se opravičujem, ja, saj oče. tako Hvalim ti bodi, ja. Ne bi rad prepiral, pa nič, pač hvaljen bodi. Ja. Vse najboljše ob rojstnem dnevu. Hvala lepa. Prišel je iz ptic Trnovk, isti, Ralf. Brikasar? Ne, to je Pa oče kaj ti Drejc. govoriš? Ja, pa ti se ne spomniš, čude, oče, kaj ste žegen prinesli? Ja, ni še čas, gospa, za Ja, pa žegen. hren pa imate, zraven, ne, to verjetno nosite. Oče Drejc, jaz se opravičujem. Ja, jaz tudi nisem pač navajen. Imamo Tak pa... neposredne debate. Oče Drejc, če vas lahko malo mogoče pomirimo, imamo pa eno tudi lepo pesem, katere inspiracija je ne nazadnje Kaj bilo si ti vaše župnik ali kaplan? delo. Oče Drejc vas sprašuje, ja. Kaplan sem. Meni je vseeno. Dobro, vredo. Sem se vsedi, ne da zraven zaražene, sem, ker te oni gori ne bo rešil. Tuta se razpada, tu pridi mali, tu. Dobro, oče Drejc, eno lepo Ja, pesem meni vseeno tudi jaz imamo. nimam časa. ni. Ja, pa bi zdaj morda Toliko. izkoristili priložnost, ko ste prinesli blagoslov Ja, no, vsem pa v naš lepo, te studio. pa bom še Ena počakal, lepa ja. aleluja v bistvu. Ja, Oče Drejc, ja, prosim. bi lahko potem za na konec še en blagoslov. Vi pa ste? Za ekipo, kaj? Kdo ste vi? Jeger. Tri oče naše, eno zdravo Marijo, manj alkohola. Ne, jaz... Ok, Kaj? zapišem Jeger, ne pijem. Oh, moje sožalje. Boma potem, ja, blagoslovila. Razmišljaš, da si kriv za vse, ko sam si in ti slabo je. Verjemi, da bi lahko hujše bilo. Pomisli, da bi megla bila, bi žabe hodle sem ter tja. V Ljubljani lahko bili bi mi doma. Aleluja, 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 aleluja. Zato vseeno naj ti bo, čeprav je včasih res hudo, ko slabega se vina si napil. Ko nekdo gleda te v oči in reče, kak te zgledaš ti, povej mu, da iz Maribora si. Aleluja.
Aleluja, 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 aleluja. Bravo. Ja, res lepo, res lepo. Lahko zdaj blagoslavim. In tudi seveda vas vse blagoslavljam, večji blagoslov bom ob bližnjem prazniku seveda izrekel. Jaz bi rabila po celem blagoslov, če se razumemo. Dobro, gospa Otilija. Uj, marš ven, svinja! Dobro, nič. Kak te ni sram pred svetim očetom? Kak te ni sram? Ko vi ste papež? Hvala, ja. Hvala lepa, meni se res nisem papež. Oče Drejce, res, hvala lepa. Tudi vam, gospa Genoveva Lojča Klančnikova, Luiza in hčerka Otilija, hvala lepa za obisk. Kaj že moramo iti? Mislim, ne rabita iti, Ja. no, ampak hvala vam, res super.